Ja, dober dan sem skupaj. Mogoče za začetek, da povem, da se kar mečkam domačega počutim. Grosuplje je bila prva občina, kodar sem odraščal. No, pol kasneje smo se razdelili na Ivančno pa tako naprej, no, ampak vseeno. Je bila upravna enota, kar tista ta glavna še zmeraj tlele. Pa da se bolj malo vrnem na sam začetek, kako smo do te zgodbe sploh prišli. Kot sem že rekel, odraščal sem v občini Ivančna Gorica, tako da glavni papirji so tamle 200 metrov, 300 metrov stran se naročali. Izkušnje vse sorte. En tak rod je bil po levi in po desni zadaj, da je bilo pri nas doma vsega. Ampak res vsega. Tako da od vojnih travm do povojnih travm do... Skratka, eno okolje, ki mi je precej porivalo, dajmo reči, v izkušanje, včasih tudi skrajnosti, in s tem sem si nabiral izkušnje. No, pa so prišla tista leta, ki vse skupaj se malo zaključilo in ni šlo več na stare načine, se je bilo treba začeti malo miriti in takrat je bilo treba se vrniti nazaj v svojo sredino pa začeti skupaj zbirati svoje razmetane dele. No in tukaj mi je na pot prišlo tudi več različnih zanimivih ljudi, različnih tehnik in tudi sam sem razvil na koncu dve svoje tehnike energijskih terapij, ki jih tudi izvajam, trenutno na Kotnikovi v Ljubljani in pa sodelujem z Mileno Matko na svetovanjih in delavnicah, se pravi poudarki na razreševanju vzorcev, ki nas blokirajo, da stopimo v življenju naprej. Se pravi, da gremo izven tistih okvirjev, ki nas omejujejo in vrtijo v istih neumnostih ali pa kakorkomu, no. Skratka, nekako je v življenju vedno tisto, kar mi je očitno namenjeno, me je ne glede na to, kaj sem počel, koliko sem se za nekaj trudil ali pa ne trudil, me je vedno ujelo, ne. Se pravi, tistih par ključnih momentov, ki jih imaš za izživeti, jih boš izživel, pa delaš karkoli hočeš, te bo najdlo, ti bodo pa prišli lepo ljudje en za drugim sam informacije nositi, da boš v tistem trenutku pripravljen. Ne, se pravi, in isto se je dogajalo pri meni. V pravem trenutku pravi ljudje, prava srečanja, pravi dogodki, konec koncev tudi poškodbe, da sem začel malo bolj se poglabljati vase pa iskati razloge, zakaj, ne, zakaj. No, ampak te zakaji so tudi pripeljali do svojih zatojev in skratka, zgodba se na ta način še naprej širi, gradi in upam, da tudi s temi majhnimi zgodbami včasih, ko jih delamo na vsakem posamezniku, vsak človek, ki pride, prinese svojo zgodbo in odpre znotraj mene moja zgodba, se pravi, je to vedno en taka interakcija, nikoli ni samo, kako bi rekel, ena stran tista, ki ima izziv za predelati, vedno je več stvari, strani. No in ravno na tak način je prišlo tudi tole sodelovanje z metodom, se pravi, stvari se v pravem trenutku same pojavijo. Namreč, lanski december je v bistvu umrl od te moje prijateljice Milene brat. On ni imel potomcev, skrbel je za starša in to na eni manjši kmetiji na Dolenjskem, tam za Zburem zadaj v občini Škocjan. Tak lep kucelj grič zase, enih par hektarjev zemlje v kosu, pa še 2 vinograda. No in takrat, ko je bilo
je ta dogodek prišel, bilo treba na hitro ukrepati. Ni bilo časa za razmislek, človeka je bilo treba pokopati in poskrbeti za starše, pa konec koncev tudi za kmetijske zadeve, kaj zdaj ne. No in glih pri vinogradu je bilo vprašanje, kaj zdaj s tem, ne. To je veliko dela, ne. Vinograd zahteva človeka, pa konc. In so se začeli, kaj če bi to mi v najem dali, če bi to prodali, pa kaj daš tisto, noben resno najem, ne, še vinograde v tismo konc, komaj, ka bi zastonj za ljudmi metali, pa si jih še branijo, ne. Tako da na konc pa jaz ene dvakrat prespim, pa mi takole dela noter, me stiska nekaj, nisem mogel, sem rekel, ne. S tem, da moji predniki so pa imeli po obeh linijah vinograda, ne. Tako da mečkeno mi je že bilo blizu, nisem bil pa nikoli razen na trgatvi, kjer sem bil zelo aktiven, ne, sem bil zmeraj bil tam v ozadju, ne. No, ampak sem rekel, dajmo probat, posekamo še zmeraj lahko, prodamo še zmeraj lahko in sem začel se posvečati pol tudi te dejavnosti. No, upeljala me je pa mama od Milene. Ne, ona je pa tudi 86 let stara ženska. Ne, lažem, mislim, da 84. A, ta je bil 6 takrat, ja. Ki je bila glih po operaciji ta drugega zlomljenega kolka in je v bistvu to obema prav prišlo. Ona me upeljala, nje je bila pa tudi močna motivacija, da se čim prej na noge postavila pa shodila, ne. Tako da me malo naučila rezati, vezati, vse te zadeve, kako, gor, dol, ne, informacije nabiram okoli, se pogovarjam, berem, gledam kakšne filmčke, vse sorte in se sploh učim. Skratka, kar se tiče tega vinogradniškega dela, opravil zelena kljubica. No, drugi del je kletarjenje, ki se ga pa še kar učim. No, in tukaj je pa tudi prišel prav ta del sodelovanja, ker, skratka, mogoče malo, da razjasnim, glih preko Maje Pustovrh smo prišli v stik tudi z Metodom. Ona je povedala, je prenesla to idejo za vinol. No in takrat je bil glih ta pravi cajt, spomlad, da smo mi še vse naredili, da smo se zmenili, da smo naredili obred v vinogradu, postavili kamne spodaj, naredili obredni prostor in tako naprej. In kot zanimivost, se je bilo malenkost toče, da smo jaz za izobraževati se, da sem videl, kako se ukrepa v takih primerih, pa mečken pozebe je bilo, pa malo je bilo veliko vlage, pa je bolezen pritiskala, pa vse je bilo, tako da sem se jaz vse naučil, ampak po drugi strani je pa tudi vse nekako bilo zaščiten, da tisto, kar smo rabili ven vzeti iz vinograda, smo pa tudi dobili. No in zdaj nimam samo ene vrste vina, iz katere se učim, kako se ga neguje, kako se ga, bom rekel, tudi kletari, ampak imam kar naenkrat 5 vrst, ker sem si ga pač razdelil. In recimo tale vinol je tisti, ki je tle posebnost. Prva posebnost je to, da vino v osnovi je rdeče, oziroma grozdje je rdeče, pardon. Sorta žametna črnina. Ona nje je 60% recimo v cvičku. Jaz sem pristopil na način, sem rekel, ajde, da se malo igram, če se že gremo, pa ga bom ohranil, belega, da ga ne bom pustil na tropinah stati. Sem rekel, verjetno bo to tudi malo manj bogat zaradi tega, ker glavne sestavine tiste, ki dajejo barvo, aromo in tako naprej, to je vse tam okoli lupine, pa seveda tudi strupi, vse se tam okoli lupine drži. Se bom jaz bolj na vsebini dal pa bo več prostora za rožce, da bodo rože dale svoje kvalitete ven. No in, ko smo ga pripeljali iz vinograda, sem jaz tu takoj izpod sedel pa pretočil posebej in takoj dal noter tele rožce, da je to že vrelo skupaj z moštom in tako sem ohranil tacga svetle barve, rože so dale noter svoje. Ko je to vretje šlo mimo, potem pride pa na vrsto tole dimljenje
s temi zelišči dvakrat, vino noter in zapečatil za 100 dni. Tle je bil v lesen sod in tle je bilo to največje tveganje, ker nismo vedeli, kaj bo teh 100 dni prineslo to vino. Ne. No in tukaj je pa tisti velik del učenja, kletarjenja, mi prav pride zdaj, pa bom kar pošteno povedal, tako kot je. Jaz sem že prej dobil informacijo, da imam možnost prideti tukaj, ampak jaz do konca nisem vedel, ali bom prišel, ne. Zakaj? Kisel je bil zacrknut. Ampak res kisel. Jaz sem se ustrašil, da tudi cik, ne, ker imamo več vrst kisline. Ne. Ena tista hlapljiva, ciklena, ki v bistvu se že začne spreminjati v kis, ne, je pa tudi tista ta prava vinska kislina, ki pa v bistvu prej podpre vino, kot pa, bom rekel, modela neko škodo, ampak tega res je bilo preveč. No. In jaz sem šel to hitro pol v akcijo, malo analizirati in pravi, čakaj, tule pa ni, ne, dajmo mi pogledati, kaj se da s tem. In dejansko se je pokazalo, da je ta vinska ta prava kislina in da ga je nažalost treba razkisati. Zdaj, kaj se je zgodilo vmes, da se ni razkisal, ker pač vino se v dveh fazah razvija. Najprej alkoholno vretje, potem v drugi fazi se pač razvija ta razkis. To je naraven proces pri vinu. In tukaj se pač ni zgodil. Ne vem. Mogoče že tudi to, ker jaz niti kvasovk nisem dal na začetku zdravnice, neko ajde, da vidim, kaj bo narava dala. Vse je naravno noter, ajde, kar je. No in na koncu pač, ja, v vinarstvu se pač tudi lahko poslužimo sodobnih pristopov. Hvala Bogu, na bazi soda bikarbone obstaja pripravek, ki ga dodaš in on zbija kislino vino. Ne. Tako da sem ga spravil na tisto pitno dozo. In pa, bom rekel, fajn se mi je pa zdel, ker je izredno čist. Ne. Čist je bil pa že tam v sodu, je prišel čista barva, nobene motnosti, nobene, in se mi je škoda, se mi je zdel. No, skratka, ko sem ga pa razkisal, sem pa videl, da zadeva postaja čist solidna, da ni samo, kako bi rekel, samo energija tista zadej od teh obredov in od vsega našega prizadevanja, ampak in od konc koncev od rožic, ampak da konc koncev bo tudi po grlu dol iztekel. In včeraj zvečer, ko sem ga flaširal, sem se prav vprašal, ok, grem se za probo, da vidim, kaj mi on meni lahko prinese, ne, kako on name deluje. Ker mu sem primer, enemu sem dal možakarju, ki mi je pač prišel mi je nekaj zrihtati tam na domačiji in sem mu ga dal, pa tudi so imeli vinovore in tako naprej, sem mu ga dal namenoma za probati se neko, ajde, da vidim, to je bilo že po 100 dneh, ker sem ga jaz čisto iz preventivnih razlogov sem ga nazaj v inox cisterno dal, ne, tako da od zore v lesu, nazaj sem ga pa dal v inox, zato ker je le bolj stabilno okolje, lažje se ga regulira, ker tam, ne, tam je več zračnosti pri lesu, les diha. Ne. No in sem videl, da je bil pa tak precej vse z glavo, ne, čustva, režem, ne, odpor, jaz tlele z razumom vse kontroliram in to sem jaz, ne, jaz moški, to je bil on, ta tip človeka. No in recke ga je nagnil, je, tule pa specifika, tega pa ne mora vsak peti. In sem rekel, ajde, da jaz vidim, to je bilo pa še pred razkisom. Ne. Sem rekel, da jaz vidim, kaj bom pa ni naredil. In sem še res najprej v tisto občutek mečken na silo. Ne. In sem videl, piše, ker sem je tudi vin kar upiral. Ne. Sem rekel, ajde, da te pa jaz vidim po drugi liniji. Zdaj te se ti pa jaz čist prepustim, pa mi naredi tist, kar bi mi ti rad naredil. Ne. In res samo dol steče, pa sem tole mi naredil. Sprosto pa razširil me. Tako da jaz mislim, da dela dobro, tako da sam dati mu je treba dovoljenje znotraj nas, da naredi svoje. Ker, se pravim, on je
On ima že neko svojo zavest, ne. To je živo bitje, ko vino takšno je, ne, ker nekaj drugega pa je še mogoče eno naključje. Na tej domačiji so pa tudi že tradicionalno pridelovali, tako rekoč, domačo tole zeliščni liker, ki bi rekel domači Jägermeister, no. Mi smo ga poimenovali zeliščni liker Ring. In kot zanimivost od 45 rožic, mogoče 3, da niso, iz tistega Griča pa okolice, na Dolenjskem, kjer ni ne prometa, zdravo, ne industrije, nič, je res narava. Tako da že iz tega vidika mi je bilo zanimivo probati, kaj bodo pa naredile v vinu rože, ne. Ker tle naredijo, recimo, da ta liker je ki potisne noter, ne, ki je intenziven, on bo svoje naredil, dočim ta pa ni kako bi rekel, ni nastopač, kar se samega dela energijskega tiče, ne. To je garač, on bo vžgal, ne. Ta je pa lej, tle sem, če češ me boš vzel, ne. Tak, na miren način, ampak naredi svoje, naredi tisto, kar je treba, no. Tako da ja, letos smo imeli, ali pa še imamo, no, precej takšno leto, ko se učimo vsi skupaj, tudi na teh, da niso samo energijske zgodbe, da niso samo svetovanja, ki se jih je v desetletju pa pol kar nabrali. Iskreno mi je kar malo pasalo, da sem pobegnil kjerkat v Nograd. Tako da zdajle se spet začenja drugi krog rezatve, to je najlepša meditacija, tam se vse naredi, tam se razpuca vse tisto, odreže vse odvečne pritiske in bom rekel, se za naprej pripravi pot, taka. Zanimivo, kako vse v tem, kar zunaj nekaj delamo, da se tudi na nas noter odraža, vsaj pri meni je tako, no. Meni se tu kar, bom rekel, sem začel uživati v teh zadevah, fajn. Da, ja, no, jaz sem zato, da ga probamo. Zdaj pa ni Vinček pove svoje, ne. Kar mu boste pustili, to vam bo dal. Ne. Mogoče, pardon, je pa sam še to, moram majčkeno, jaz sem vmes obdobje, preden sem začel se spet malo pobliže z alkoholom srečevati, jaz sem najprej v odraščanju tista intenzivna doba, kjer sem ekstreme spoznal, potem sem eno obdobje, ko sem čisto presekal in sem šel, bi rekel, v abstinenco. Ampak sam, brez neke zunanje podpore, odločil sem se tako. No in majčkeno pred tem nazaj sem spet začel malo, preden sem se spet, bom rekel, srečal z okoliščinami, da mi je vinograd padel takole, ne, sem spet začel malo, ampak občasno z nekim spoštovanjem, ne. In bom tako rekel, glede na gonjo proti alkoholu, ki je, sem se vprašal, kaj v bistvu je pa alkohol dobrega prinesel ali pa še prinaša, da ga je treba pa tukaj ekstremno zatirati. Se pravi, ker takrat, kadar gremo v ekstreme, ni vedno samo slaba zadeva. In tudi nekaj dobrega. In sem začel opažati, ne, okej, stari ljudje, po 80 letu, mislim, to je dejansko ga znajo za zdravilo piti. In se jim dvigne srčni utrip, storilnost, oni so, ne vleče se iz vogala v vogal, ampak marsikaj še kaj naredi na osnovi tega, se pravi, čisto slabo ni. Ampak to je en del, če ni pretiravanja. Drug del je pa tisto, ki pa sem rekel, okej, kaj smo imeli zdajle v zadnjem obdobju? Neka psihološka kuga, ne. Pa dajmo gledati, okej, v preteklosti so kuge bile take drugačne. Kdo je človeštvo rešil v resnici? Ta močen, ta direkten, alkohol je bil tisti.
ki je začel razkožovati od znotraj in od zunaj. Samo treba je to, pa ne glede na vse, jemati z enim velikim spoštovanjem, ker drugače nas bo vrgel. Ne. On je tisti, ki ima svojo zavest in vodi igro, ne glede na to, da smo se mi potrudili za tega, da smo do njega prišli. Tako da, samo to je moje sporočilo. Spoštujmo ga, pa bo tudi on nas. Tukaj. Hvala. Pardon, ne to. To sem še mislil reči, osnova je bila, Pavel Medvešček je napisal knjigo Motnik in način pridelave je bil povzet po tej knjigi, torej se je s temi zelišči, ki so noter, se je že zadimilo z istimi, staroverci so imeli druga zelišča, tako da zelišča so drugačna, način je pa isti. Toliko, da še razjasnimo te korenine, odkot je bil način vzet. Tako, zdaj pa me zanima, jaz tudi še nisem probal, tako da bom z veseljem. Ja. Aha. Olj ni raziskan, ampak je sam olj beseda, ne, pijača ni bila raziskana, ampak pri tem motniku, to je v bistvu moje oziranje iz raziskovanja nazaj, ne, tako da ni, da bi bil kje recept, ampak najbližje je bilo pri tem motniku, zato ker tam so dimili z 14 zelišči, ne s 15. In to pa mislim, da zato, ker je 15. prvina bilo vino samo. Tako da tam se ohrani to število 15, ne. Ampak jaz sem imel ta olj že preden sem slovenščino se začel ukvarjati, ampak nisem vedel, da se tako imenuje, je pa bila neka celost. In z njim sem že naredil čaj in tako naprej in potem, ko sem je začel slovenščino proučevati, sem videl, da se to, kar sem jaz ugotovil z raziskovanjem univerzalnega jezika, glasbe, števil in pa abstraktnih sfer, da se to poklopi nekako, ne. Zato sem si drznil, da sem rekel, da je to lahko olj. Ker učinek ima pa tak, kot ga kažejo naše besede, ne.